Na 13 prizoriščih so pripravili kar 45 programskih točk, namenjenih vsem generacijam. Osrednji dogodek festivala pa so bili večerni nastopi domačih, belokranjskih in gostujočih folklornih skupin iz Peruja, Indije, Srbije in s Hrvaške, ki so še posebej navdušile občinstvo. Verjamemo, da je to prava pot medkulturnega sodelovanja in verjamemo, da je to prava pot, tako da za naslednja leta načrtujemo preplet različnih kultur iz vzhoda, zahoda, severa in juga. Tale poln trg nam pove, da Belokranjci spoštujejo folkloro, tako naše belokranjsko kot tudi tuje, in da si dejansko želijo folklornih predstav. Kljub temu, da so bili večeri presenetljivo mrzli za poletni čas, je bil ob nastopih folklornih skupin trg poln, ljudje pa navdušeni. Glede na to, da nas je presenetilo tako hladno vreme v petek, moram reči, da smo lahko z današnjim dnem zadovoljni kljub vsemu, tako nad obiskom, še posebej pa nad programom. Organizatorji jurjevanja pa so poleg folklornega programa na letošnjem festivalu znova pripravili kar nekaj novosti. Med drugim so dali velik poudarek gastronomiji in domačim avtohtonim jedem. Letošnji pristop je nekoliko drugačen, nadgradnja lanskoletnemu, in sicer je jedilnik sestavljen v celoti iz surovin lokalnega izvora. Je pa to pomembno tudi zaradi tega, ker s tem privabljamo tudi druge turiste iz drugih krajev Slovenije in tudi iz tujine. No, letos smo videli, da smo dobili kar nekaj tudi organiziranih skupin iz Izraela, pa iz Velike Britanije, iz Belgije, in to je en korak naprej za jurjevanje. Korak naprej pa so storili tudi na področju ekologije. Že lani je jurjevanje postalo prireditev z manj odpadki. Letos pa so si zastavili cilj, da postanejo prvi slovenski festival brez odpadkov. Mislim, da je ta usmeritev prava, konec koncev smo zelena destinacija in konec koncev je tudi Jurij, naš zeleni Jurij je zelen. Ali jim je uspelo doseči zastavljeni cilj, še ne vedo. Vsekakor pa so z izvedbo letošnjega jurjevanja zadovoljni, pravi Črnič, in za prihodnje leto že napovedujejo kar nekaj novosti.